Zdaj, kar se tiče tega mita, ki se tudi vrti danes, da se kljub gospodarski rasti, nizki brezposelnosti in tako naprej povečuje obseg upravičencev denarne socialne pomoči oziroma da moramo dajati več denarja za socialne pomoči. To povečanje obsega je pač posledica tega, da smo približali osnovne socialne pomoči dejanskim minimalnim življenjskim stroškom. Se pravi, prej je bilo grozovito stanje, zdaj se zaradi teh dvigov pač bazen upravičencev dvignil. Ne? In tu v bistvu tudi govorimo o tem, kar sicer vztrajno zavračate, da so vaši argumenti podkrepljeni z neko perfidno logiko v ozadju, se pravi, da trenutni oziroma da tisti, ki prejemajo socialno pomoč, so na nek način si želijo biti doma in nič ne delati. Ne? Ker to je bilo tudi rečeno, ne? Pač trdite, da dodatek se ukinja zato, da bodo ljudje bolj aktivirani. Ne? Ja, za božjo voljo, kot da sedaj ne delajo. Ne? Mislim, to je vaša logika. Dodatek je potreba ukiniti, zato ker ljudje sedaj ne delajo. Vemo pa in smo, mislim, da že dovoljkrat danes rekli, da je velik del oziroma večina prejemnikov dodatka za delovno aktivnost delovno aktivnih in delajo. Tako da te argumenti popolnoma ne zdržijo. Še ena precej nedostojna izjava. Ne? Gledati na ta korak, se pravi ukinitev dodatka za delovno aktivnost v nekem sklopu širših politik Ministrstva za delo kot slab, ker nekomu nekaj jemlje, češ da ni fair ta pozicija. Ne? Veste, kaj ni fair? Fair niso razbremenitve dohodninske lestvice, ki jih boste naredili oziroma jih predvidevate in bo največ služila najbolje plačanim v tej državi, na dve dohodninski razbremenitvi, ki sta se že zgodili v prejšnjem mandatu. Fair ni recimo, da smo razbremenili regres, ki je poslancem dal recimo 500 evrov neto čistih. Ne? A jih potrebujete? In recimo tudi razbremenitev otroškega dodatka za 7. in 8. razred. Ne? Pač to je šlo najbogatejšim, to je šlo bogatim. Nismo razbremenjevali tiste, ki so socialno najbolj ogroženi. Slišali smo, da je finančni učinek samo 16 milijonov evrov. Ne? In da ne smemo govoriti, da jemljamo ne vem kaj. Kot je rekel že Miha, tisti, ki mora preživeti s tako mizernimi zneski čez mesec, miri ne v milijonih, ampak v evrih oziroma v centih ta svoj prihodek. In vi tem ljudem jemljete od 197 do 205 evrov. Kar predlagatelj sam priznava tudi v samem zakonu. Navedeni predlog, ko dajo primere, za 4-člansko družino pri delovni aktivnosti več kot 128 ur mesečno ene odrasle osebe in upravičenosti do otroškega dodatka pomeni, da taka družina prejme 418,93 evra denarne pomoči, z izločitvijo dodatka za delovno aktivnost pa bo prejela 218,63 evra. Kljub znižanju denarne pomoči bo družina še vedno prejela denarno pomoč za zadovoljevanje minimalnih življenjskih stroškov. To bo zmanjšalo razpoložljiva sredstva družine, vendar pa bo imela osnovna sredstva za preživetje, kar je namen denarne pomoči, še vedno zagotovljena. Dajte vi preživeti en mesec s takšnimi zneski in zagovarjajte to potem. Sami priznavate, da boste materi samohranilki enostavno odvzeli 197 evrov. In kaj dodajete ob tem je, pač morala bo preživeti s tem, kar zasluži in kar dobi. Ob tem, da čeprav ministrstvo vztraja na tem, da so v teku druge politike, ki bodo nadomeščale ta izpad, je še ena od tistih laži, o katerih govorimo celo sejo. Nobenega ukrepa dodatnega ni, ki bo ublažil ta manko teh 200 evrov. Napovedujete jih lahko, ampak vi režete danes. Zdaj boste vzeli tudi zaradi nekih bodočih kriz in ne vem kaj, za katere ne veste točno, kdaj bodo prišle, in tle očitno državni sekretar še vedno misli, da je na Ministrstvu za finance, ne pa na Ministrstvu za delo. Nobenih ukrepov ni, ki bodo nam nadomestili ta izpad. In ne vem, kako imate obraz razlagati tem družinam, tem gospodinstvom, tem materam samohranilkam, da pač bojo morali preživeti, se bodo dobili še tistih 200 evrov denarne pomoči. Pač 200 evrov manj, ne?